Najlepša hvala fantoma v studiu. Lep pozdrav še z komentatorskega mesta. V Mariboru je pred nekaj minutami celo nehalo deževati in upajmo, da nam bodo vremenski bogovi malce naklonjeni, da bomo priče čim bolj spektakularnemu, večnemu derbiju naše države više na sredini igrišča. Jasmin Mešanović ponovno v konici napada, tako kot je bil v Velenju. Priložnost za Maribor, proti vratom je takole poskusil prav Mešanović. Olimpija pa v postavi, Vidmar je v vratih, Banjak in Miral Samardžić bosta danes osrednja branilca, desno Boači, levo Maksimenko, Tomič in Putinčanin, dva zadnja vezna. Bomo malce počakali, tole zna biti velika priložnost za Olimpijo. Zulic žogo v kazenskem prostoru podaja na rob, Putinčanin se trudi, žogo je izbijal, tole bo zagotovo prekršek Maksimenka za rumeni karton. Mislim, da rumeni karton pa bo Vitalijs Maksimenko, rdeči karton. Rdeči karton je Jug zdajle pokazal latvijskemu branilcu. Mariborčani ga še niso. Putinčanin je tule prišel do strela z glavo. A Pihler proti Požegu Valcašu, krasno je tam s tem sprejemom izločil dva nogometaša Olimpije iz igre. Hotić ima ogromno prostora, poskušal bo morda tudi strelom. Pa ponovno Hotić. Hotić ob dvojnemu spremstvu tokrat še enkrat je prišel do strela. Učinkoviti, vendar zdaj po izgubljeni žogi se lahko situacija hitro obrne. Tu je želel presenetiti Vidmarja, Jasmin Mešanović. Toda Mariborčani zaradi tega niso izgubili žoge. Hotić lahko poskusi strelom, priložnost. Tam je mariborska klop skočila k višku, povsem prepričana, da je nekdo podstavil roko in da bi to moral biti zalet in način, na kakršnega si je vzel. A poglejmo, Jurčević ne, podaja proti Tomiču, ki podaja proti Vukušiću in na koncu uspešno Pirić. Kako bodo Ljubljančani tokrat izvedli to prekinitev? Jurčević tokrat vendarle strelja, neugodna situacija. Morda celo najlepša priložnost za Olimpijo na današnji tekmi in na koncu se je vendarle izkazal Pirić. Takoj Tavares pošilja žogo naprej proti Mešanoviću, ki se je že preselil na krilni položaj. Priložnost, Vidmar napravi. Vidmar je na koncu branil. Tako je, res je, da se nam je ponudila zelo lepa priložnost zaradi tega, ker smo imeli igralca več. Pripravili smo se na eno strategijo, pa smo morali menjati, jih utrujati zaradi tega in imeli pritisk, imeli polno nekih pol situacij, iz katerih bi lahko bili nevarni oziroma smo bili nevarni, nažalost nismo uspeli zabiti. Pa dobro, pač zgodilo se je to, kar se je zgodilo. Hitro smo izgubili igralca, vedel sem, da imamo dobro ekipo, videli ste, kak karakter imamo in nekako, ne glede na njihov pritisk, zasluženo osvojili piko.